Danes si bomo pogledali, kako narisati graf eksponentne funkcije. Kaj sploh eksponentna funkcija je? Eksponentna funkcija je predpis, ko imamo neko število a in damo to na x. Se pravi, naša neodvisna spremenljivka x je v eksponentu, zato je to eksponentna funkcija. Pa si pogledamo kar prvi primer in ga bomo risali graf s pomočjo tabelce. Recimo, naj bo to f od x je 2 na x. Naš a je torej 2. Če zdaj narišemo tabelco in vstavimo za x vrednosti -2, -1, 0, 1, 2, poglejmo, kaj je potem naš y oziroma 2 na x. 2 na -2 je isto kot 2 na 2 na -2. Pardon, 2 na 2 na -1, ker 2 krat -1 je skupaj -2. 2 na 2 je 4, na -1 je 1/4. Ali pa recimo 2 na -1 je pa 2 na 1 na -1, ne? Ampak 2 na -1 je kar ena polovica. Prav zopet obratni ulomek. Potem je ta točka 2 na 0. Karkoli na 0 je 1. To je ena taka posebna točka, ki bo vedno veljala. Se pravi, a na 0 je vedno 1. Se pravi, ko je x 0, je y vedno 1. Potem imamo 2 na 1 je 2 in 2 na 2 je 4. In zdaj bomo te točke narisali. Se pravi, pri -2 je vrednost 1/4, to je nekaj zelo malega. Pri -1 1 polovica, pri 0 je vrednost 1, pri 1 2 in pri 2 4. In že dobimo obliko naše linearne funkcije. To je takole krivulja. Zelo hitro narašča in ves čas narašča. In kar je še zanimivo je to, da je ta funkcija povsod pozitivna. Zakaj? 2 na x bo vedno večje od 0. Se pravi, povsod pozitivna funkcija. Kako zapišemo? Vedno pozitivna. To pomeni vedno nad x osjo. In še eno velja, vedno naraščajoča. Ali pa povsod naraščajoča. Ta črta, abscisna os x, jo pa lahko si kar črtkovno narišemo. Zakaj? Ker je to asimptota. Tej črti se graf približuje, ampak ga nikoli ne doseže. Asimptota. 2 na x. Zdaj, podobno bi lahko narisali, tole, 2 na x je vedno 0, vedno večji od 0. Zakaj? Ja, recimo, posklejmo, koliko bi bilo 2 na -1000, recimo. To je 2 na 1000 na -1 in to je 1 -2 na 1000. Ker je 2 na 1000 pozitivno število, je tudi 1 deljeno s pozitivnim številom še vedno pozitivno število. Zato je to res vedno večje od 0. Da bomo stvar malenkost lepše videli, bomo zdaj poskušali nekaj teh grafov narišati s programom GeoGebra. Takole. Eto. In bomo zdaj nekaj grafov tukaj pogledali. To je graf 2 na x. Imamo te točke, ki smo si jih zamislili. 1 in tako naprej, ne? Nekaj jih lahko pobrišemo. Eto.
Še tole. Dobro. Recimo, če bi hoteli narisati graf 3 na x. Kaj pomeni 3 na x? Pri nič je 3 na nič enako 1. V redu. Aha, tako je boljše, ja. Se pravi, pri vrednosti nič, 3 na nič je 1. Potem 3 na 1 je 3. Pa 3 na kvadrat je 9, to je nekje zelo visoko. 3 na minus 1 je 1/3. In 3 na minus 2 je vrednost še manjša. Nekako takole, malenkost više gor. Če bi hoteli mi zdaj narisati ta graf, bomo dali kar formulo, bomo videli, da bo res šel čez te točke. In sicer naj bo takole. F od x naj bo 3 na x. 3 na x. In vidimo, zdaj to našo modro črto, ki gre skozi točke 0, 1, 1, 3, 2, 9, minus 1, 1/3 in tako naprej. Lahko narišemo tudi graf, recimo 4 na x. Kaj se bo zdaj zgodilo? Če trojko spremenimo v štirko, poglejmo, kaj se zgodi. Rata samo bolj strm. Petko. Tako. Oblika grafa ves čas ostaja enaka. Edino, kar se zgodi, je pač to, da je vedno bolj strm. Če se vrnemo na naš prvotni list, vidimo, da pri grafu eksponentne funkcije, tole malo povečali, tako, pri grafu eksponentne funkcije oblike a na x, ampak za začetek vidimo, da je naš a večji od 1, 2, 3, 4, ne, imamo značilne točke, 0, 1. In vedno bo potem graf šel tako, da bo ta črta asimtota in potem bo šel gor. Nekako tako. Lahko se nam pa zgodi, da je ta a manjši od 1. Ne more biti manjši od 0, ker mora biti a po definiciji večji od 1, lahko pa je a manjši od 1 in večji od 0. Recimo primer takšne funkcije bi bil, f od x je 1/polovica na x. Pa dajmo narediti tabelico za ta primer. Zopet x, minus 2, minus 1, 0, 1, 2. In mi rišemo 1/polovica na x, kar je naš y. In gremo, kaj je 1/polovica na minus 2? Bi tukaj napisala to kot 1/polovica na minus 1 in vse skupaj na 2. Tako lahko naredim, ker je 2 krat minus 1 minus 2. In 1/polovica na minus 1 je 2. In če dam 2 na kvadrat, je odgovor 4. Se pravi, zdaj imam pa pri minus 2 točko 4, to je tukaj. Grem minus 1 pogledati. 1/polovica na minus 1 samo obrne okrog in je vrednost 2. Se pravi, pri minus 1 je za ta primer vrednost 2. Kaj je pri 0? Ja, karkoli na 0 je 1. Torej je tukaj zopet vrednost 1. Potem pa 1/polovica na 1 je 1/polovica oziroma 0,5. Se pravi, pri 1 je vrednost 0,5. In pri na 2, 1/polovica na 2 je 1/4, kar je 0,25, se pravi še bliže. Kmalu ugotovimo, kaj se zgodi. Naš graf je še vedno povsod pozitiven, ampak zdaj pada.
Se pravi, tudi če je ta a manjši od 1, gre skozi točko 0, 1, je povsod pozitiven, ampak je zdaj graf padajoč. Če zopet gremo malo v GeoGebro narediti nekaj primerov, kjer se nam stvari zelo lepo izrišejo. Se pravi, dajmo zdaj mi 1/polovica, kar lahko napišemo kot 0,5, ne? 0,5 na x. Vidimo res, kako gre graf v drugo smer. Ali pa recimo 0,25, takole. Če imamo recimo 0,25, to je 1/4 na x. Kaj dobimo? Zopet funkcijo, naše grafe. Če se spomnimo, kateri so. Tale zelen, vidimo, da je pri 1 vrednost 2, to je 2 na x. Če je pri 1 vrednost, koliko imamo zdaj tukaj, 1, 2, 3, 4, 5, se pravi tale moder graf 5 na x. Vedno pogledamo, koliko je pri 1 vrednost in vemo, kater graf rišemo. Oranžen je očitno 1/polovica na x. In vijoličen, pri 1 je vrednost 1/4, je 1/4 na x. To so naši grafi in vidimo, da jih imamo dve vrsti. Prvi primer je takrat, ko je a večje od 1. Potem ima graf funkcije f od x je a na x obliko vedno, se pravi gre čez 1, ampak v tej smeri. Če pa a med 0 in med 1, torej ulomki, manjši od 1, pa še vedno pozitivni, takrat je pa naš graf vedno s to obliko. Tako. Zdaj, seveda se lahko če lastnosti pogledamo, kaj velja za vse te grafe, vsi so navzdol omejeni. Vsi imajo asimptoto spodaj, a ne? Črto, kateri se približujejo. Zdaj, ti, kjer je a večje od 0, so vsi naraščajoči, torej ti grafi vsi naraščajo. Medtem ko vsi grafi, v primeru, ko je a med 0 in 1, padajo. Tako. Lahko pa seveda tudi tukaj delamo transformacije. To pomeni, da graf premikamo v različne smeri, a ne? Pa zdaj pogledamo, kaj se zgodi, če tem grafom, se pravi tem osnovnim, pripišemo še kaj zraven. Recimo, da imamo graf 2 na x in rečemo, bomo temu grafu še prišteli 2 ali pa 3. Kaj se zgodi? Celoten graf, vse točke se za 3 enote povišajo gor. Vidimo? Recimo ta 1, 2, 3 in tudi ta abscisa, ki predstavlja asimptoto, se predstavlja za 3 gor. Podobno, če naredimo mi recimo 2 na x, pa dajmo zdaj -4. -4 pomeni 1, 2, 3, 4 dol. Iz vsake točke. 1, 2, 3, 4 dol. Abscisa gre za 4 dol. Temu rečemo tudi premiki v smeri y. Transformacije v smeri x, y. Če si še to v Wordovem dokumentu pogledamo, ne? Se pravi, tale naš, malenko gor postavimo takole, ne? Če je to naša funkcija 2 na x, kar je tukaj, zato, ker je za 4 smo premaknili 2, 3, 4 dol,
je to funkcija 2 na x minus 4. Tukaj smo dali recimo od tukaj do tukaj gor za 2, bo to 2 na x plus 2 in tale 2 na x plus 3. Tako. To je ena možnost transformacije, se pravi, tudi eksponentno funkcijo lahko lepo premikamo gor in dol. Če bi mogli mi recimo narisati funkcijo, pa nimamo zdaj GeoGebre, ampak bomo to naredili na pamet, 3 na x minus 1. Kaj bomo narisali? Ja, najprej narišemo funkcijo 3 na x. Mi že vemo, da bo nekako takole imela obliko. Poiščemo točke. 3 na nič je 1. 3 na 1 je 3. 3 na 2 je 9, je že preveč. 3 na minus 1 je 1/3, potem še manj. In naš graf je takole. Takole nekako gre, a ne? Tukaj se pa vedno bolj eksponentno povišuje. In če imamo zdaj minus 1, bi mogli dejansko mi ta graf prijeti, kakor ga lahko, in za 1 prestavimo dol. Seveda tudi preostanek del. Tako, nekako. Eto. To je zdaj graf 3x minus 1. Če pa bi hotel narediti, tukaj je graf 3x, 3 na x, in če ga prestavimo dol, se pa zniža. Ali pa recimo, če narišemo graf, pa dajmo vzeti točko, ki je manjša od osnovo, ki je manjša od 1, recimo naj bo 1/4 na x in gremo zopet. Ker je 1/4, ker je ta a manjši od 1, vemo, da ne bo več oblika tako, ampak bo šla tako. Torej, 1/4 na 1 je 1/4 nič je 1, 1/4 na 1 je 1/4, 1/4 na minus 1 je minus 4. Če vemo obliko, lahko samo te 3 točke narišemo in zdaj že vemo graf. Tako. In če jaz zdaj tukaj pripišem plus 3, pomeni, da moram vse točke za 3 dvigniti gor. Torej, ta točka gre za 1, 2, 3 gor. Pa tale 1, 2, 3 bo nekam vzgori prišla. In tudi tale točka za 3 gor, približno takole, 1, 2, 3. Celotna ta os x, ki je asimptota, se premakne za 3 gor, potem nekje tukaj, ne? In dejansko zdaj mi zagrabimo ta naš graf in ga nesemo gor. Eto. Premik v smeri y. Če bi imeli na mesto plus 3, recimo minus 5, kaj bi potem naredili? Dali z eno drugo barvo. Se pravi, če bi imeli ne tako, ampak minus 5, bi pa pomenili, da bi te prvotne točke za 5 dol premikali. Bo šlo? Levo. Bomo graf še enkrat nazaj postavili na izhodišče. Takole. In zdaj moramo od tukaj iti za 5 dol. 1, 2, 3, 4, 5, to je tukaj. In ta tudi 1, 2, 3, 4, 5. Tudi to os absciso premaknemo za 5 dol, je potem pri minus 5, ne? In naš graf se v celoti premakne za 5 dol. Takole. No, lahko pa imamo, gremo zopet malo na GeoGebro pogledati. Bomo tukaj zdaj letele pobrisali. Kaj drugi možni premik je pa, da mi tukaj ozgori, ko imamo 2 na x, ne napišemo samo x, ampak zraven še recimo
x plus 3. X plus 3, poglejmo, kaj se je zgodilo. Najprej smo imeli zelen graf, potem smo ga, ker je tukaj plus 3, se je premaknil za kontrasmer. To je kot p pri kvadratni funkciji, ki je vedno minus, se pravi obratno, kot je zapisano. Premaknemo sem 1, 2, 3. Vse vrednosti za 3 sem. Ali pa recimo, če damo 2 na x, pa zapišemo zdaj, tam vzgori isto, 2 na x minus 1. Ja, zdaj, ker je pa minus 1, se je pa graf premaknil za 1 v desno. Če bi dala na mesto minus 1, minus 3, se bi pa za 3 premaknil v desno. Temu se reče pa premiki v smeri x. Lahko pa mi naredimo tudi premik v obe smeri. Da imamo 2 na x in potem napišemo gor recimo pri x zraven še plus 4, zato gre za 4 v drugo stran. In zdaj lahko jaz rečem, aha, še minus 3 in gre graf dol. Zdaj smo pogledali, kako grafe premikamo. Se pravi, kako eksponente narišemo, ko imajo premike. Recimo, da imamo graf f od x je 3 na x minus 2 plus 4. Mi bi najprej narisali graf 3 na x, ker je a večji od 1, vemo, da bo nekako tako oblika. In gremo, 3 na nič je 1, 3 na 1 je 3, 3 na 2 je 9, to je nekje zelo gor, 3 na minus 1, 1/3 in graf bo šel nekako tako. Pač to je asimptota. Ker je minus 2, že vemo, da če piše minus 2, da moramo mi graf v bistvu za 2 sem prestaviti in ker je plus 4, moramo graf premakniti še za 4 gor. Takole. In gremo. Se pravi, za 2 premaknemo v desno, vsako točko, 1, 2, in za 4 gor, 1, 2, 3, 4 gor. Je nova točka. Ali pa recimo tale za 2 sem, pa 1, 2, 3, 4 gor. Zdaj ta črta x se tudi premakne za 4 gor, 1, 2, 3, 4 in bo dejansko pol nova asimptota tukaj. Nekako že vidimo, da smo x os premaknili. Za koliko? Zato, kot je pisalo, za 4 gor. V naše novo izhodišče, ker recimo ta točka nič se bi premaknila isto za 2 sem in 1, 2, 3, 4 gor. To je naše novo izhodišče. In bi lahko za trenutek rekli, da je naša y os tukaj. In bi mi v bistvu samo v novem koordinatnem sistemu narisali graf 3 na x. 3 na nič je 1, ta točka je prava, ne? 3 na 1 je 3, kar smo že tudi narisali. 3 na minus 1 je to in naš nov graf bi bil takole. Takole noter. Ali pa če si predstavljamo, da bi samo tega premaknili za 2 sem, pa 3 gor. In bi na isto prišlo. Zdaj pač nismo čisto isto narisali, ampak to je to. Premik je, ne? Lahko bi še poleg tega imeli premik še za, pobrisali, lahko imamo še premik v smeri ozrcaljenja. Recimo, da imamo tako, da piše f od x je minus 4 na x. Zdaj 4 na x vemo, kje je. 4 na nič je 1, 4 na 1 je 4, 1/4 in naša oblika je pač ta klasična, takole nekako.
Tako. Zdaj, malo težje je narediti s tablico, a ne? Ker je pa minus 4x, pa pomeni, da bomo vse prezrcalili na spodnjo stran, a ne? Takole in bo naš nov graf tekel tukaj. Minus 4x.